No, pa smo prišli do konec leta 2025. Želim vam srečno, uspešno, zdravo novo leto, želim vam vse dobro. No, in sem razmišljala, da mogoče zdaj, ko zaključujemo leto 2025, bi bilo pametno pogledati, kaj je bilo v zadnjem letu dobrega. Si zapisati mogoče par stvari, hvaležnosti, kaj je bilo tisto, kar je bilo res dobro. Zato, ker pač vse veste, naši možgani so naravnani tako, da večkrat najdejo ali pa lažje najdejo nekaj negativnega, kot pa nekaj pozitivnega. In zato pač moramo zavestno usmerjati energijo v to, kar je dobro. No, in druga zadeva pa je, da leto 2026, ko seštejemo 2 plus 2 plus 6, nastane leto 1. Se pravi, 2025 je leto 9. In to pomeni, da je v bistvu se zdaj zaključil cikl 9 let in ta cikl 9 let, veste, mogoče vam bo bolj enostavno pogledati ne toliko zadnje leto, ampak cikl zadnjih let. In pogledate, kje ste bili pred 9 leti? Kje ste bili leta 2016? Kaj se je zgodilo v teh 9 letih? Kakšne premike ste naredili? Ne vem, kaj ste osvojili, katera nova znanja ste pridobili v teh 9 letih. Tako da, mogoče je bolj enostavno pogledati neko daljše obdobje in se reči, v redu, zdaj pa pred mano novo obdobje in to novo obdobje bomo videli, kaj mi prinaša. Ampak verjamem pa, da gremo v ciklih naprej. Veste, da je vsak cikl ti prinese nekaj novega. No, in zdaj, če jaz pogledam mojih zadnjih 9 let, v zadnjih 9 letih so nastale vse te knjige, žurov in tako naprej. V zadnjih 9 letih sem prišla do svoje hiške, v zadnjih 9 letih sem se ogromno naučila, ogromno. Lih včeraj sem govorila z eno gospo, z eno dušico, ki jo imam tako rada, res, res rada. In sigurno, kar sem se v teh 9 letih naučila, je to, da zdravo postavljam meje. Ker tega prej nisem znala. No, tako da v vsakem primeru, kaj ste se pa vi naučili? Dajte si napisati, kaj ste se naučili, kam vas je v življenje pripeljalo v teh 9 letih in v glavnem hvaležnost za to, kaj se je zgodilo v tem letu in tudi v tem ciklu 9 let. No, zdaj pa, če pogledamo za naprej, se bom jutri posnela nov video, ampak v glavnem sem rekla, bom posnela za prve dni novega leta par videov, ker mi je pomembno, ampak zdaj poglejmo. 2026 in vi si lahko zračunate svoje osebno leto. Osebno leto pomeni, da seštejete vaš rojstni datum in recimo, če ste rojeni 1. 4. 1980, recimo, to pomeni, da vi seštejete vaše življenjsko leto je 1 plus 4 plus 9, se pravi je 5, vaše osebno leto je 5, ampak da pa pridete do osebnega leta, pa vi seštejete, jaz sem prišla pri meni do zaključka, da pride isto, recimo, moje osebno leto, ko dam moj rojstni datum, plus leto 2026 je zame leto 7. Leto 7 pomeni leto osebne rasti, leto napredka, leto, ki ti da priložnost refleksije, da pogledaš, kaj si se že naučil glede sebe, glede drugih, v glavnem leto osebne rasti. In tisti, ki pa imate sedmice v svojem rojstnem dnevu, pa sigurno pomeni, da imate veliko lekcijo učenja ljubezni, veliko lekcijo osebne rasti v tem življenju in mogoče želite zbežati pred osebno rastjo, pa vam nikakor ne uspe. No, tako da, o tem bom več jutri govorila, ko bomo šli čez numerologijo. Zdaj bi pa rada samo par kart za zaključek tega leta, se pravi stvarstvo, za tole dušico, ker tole posluša, kaj je zanjo ta trenutek pomembno, da zavesti, da ve, kaj ji sporočaš. Nadangel Mihael, prosim za pomoč in zaščito. Bolj si zaščitena, zaščiten, kot misliš, da si. Nisi sama, nisi sam. Angeli so ob tebi,
angeli ti pomagajo, so s tabo, ti želijo pomagati. Samo včasih je treba reči, pa daj prosim, pomagajte mi. Saj ni treba, da vse sami naredite. Potem naslednja je prišla spolna čakra. Ustvarjalna energija teče skozi moje telo. No, zdaj, kako jaz doživljam sama spolna čakra, vemo, da je na sramni kosti in določa energijo oziroma dovaja energijo maternici, jajčnikom, prostati, tudi mehurju in tako naprej. Se pravi, če imate na tem predelu težave, pomeni, da imate pomanjkanje energije na spolni čakri. Zdaj pa, kaj manjša energijo spolne čakre? To je sram, ki je zapisan po družinskem deblu. Dobro, o tem danes ne bom govorila, bom pa govorila v naslednjih videih, zato ker pripravljam v naslednjem letu nadaljevalni tečaj za vas, ki ste že bile v mojem tečaju, ampak prav tisto za zdravilke, nekako se mi zdaj sestavili skupaj. Drugo, tedenska meditacija za vse tiste, ki ste že dali moje šole skozi, in v ponedeljkih bom pa imela začetni tečaj osebne rasti, se pravi notranji preporod, kjer gremo pospešeno po čiščenju čakar. Tako da, ja, sploh spolna čakra, sem se zapisujejo energije spolnih partnerjev in je zelo, zelo pomembna, sploh za nas ženske, no, tudi za vas moške. Veste zakaj? Zaradi tega, ker ženske, ki imamo okuženo spolno čakro z energijo drugih ljudi, to pomeni, da nam življenjska energija odteka. Moški, ki imate pa zapis, recimo sramu na spolno čakro, se začnejo pojavljati težave z erekcijo. In to je nekaj, o čemer se ne govori. A je to tako? No, naslednja karta. Čiščenje. A ni še dosti? Človek se vpraša, a pa ni še dosti tega čiščenja? Ja, mogoče je zdaj še vse tisto, kar ti ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način, zato, ker si svobodna, ker si svoboden. Dejansko naj vse odide. A vam povem, kakšno čiščenje sem jaz zdaj imela? Noro. Nisem mislila, da imam tako reakcijo na gluten ali pa mogoče še na kakšno energijo, ne alergijo. V glavnem, in jedla sem gluten in sem dobila tako čiščenje telesa, od spodaj, od zgoraj, z vročino, tako, moje telo enostavno ne prenaša več tega. Mogoče tudi kakšno energijo kakšnega človeka. No ja, kakorkoli že, lepo je, da so se stvari spucale, zdaj sem spet kazalita roža. Ja, sem pa imela kar 39 vročine. In naslednji korak. Tebi pripada sreča. In naj bo to mantra za danes. Meni pripada sreča. Zaslužim si jo, zaslužim si obilje vsega dobrega na vseh področjih. Glejte, tebi pripada vse dobro. Želim vam prebrati tole sporočilo, prav to ta zadnjo. Naslednji korak. Kaj je tvoj naslednji korak? Sreča, ne? Naslednji korak si na koncu, naredim lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. In naj se zgodi to, naj bo ta prehod v novo leto lahkoten. Jaz osebno menim, da alkohol upočasnjuje našo vibracijo, tako da ni preveč dobra zadeva. Čim manj alkohola, čim manj drugih substanc, čim bolj strezno glavo v novo leto, ja, čim manj zmačkanih zadev, ker potem začnemo leto na pravo noto, prav na pravo noto. No, dajmo naprej pogledati. Glejte, celovitost. Prav zaključujejo se ene zadeve, prav tako, prišlo je do ene točke, ko prihajamo v ravnovesje. In vse tisto, kar ni, enostavno odpada. In še eno ravnovesje, glejte to. Še eno ravnovesje. To je sprejemanje. In obilje. Jaz res verjamem, da prihajamo v tako obdobje, ki je bilo napornih zadnjih 9 let, vsaj zame osebno, ampak po drugi strani jaz vem, da smo delali temelje za novo obdobje. Uspeh. Noro, same dobre zadeve. Nič več skrivanja. Enostavno pejte naprej, naredite nekaj za sebe, predvsem pa zdaj
danes, ko so take posebne energije, ne pozabiti, se poznate običaje naših prednikov. 3 sveti večeri. Prvi sveti večer, Božič, se pravi sveti večer, takrat se pokadi hišo. Drugi sveti večer, novoletni večer, se pravi Silvestrovo, in tretji sveti večer, ko se prekadi hiša, so sveti 3 kralji. Tako da, v glavnem, prekadite dol še hišo, pejte z blagoslovljeno vodo čez. Če nimate blagoslovljene vode, jo lahko sami blagoslovite. Saj veste, voda, nad katero se moli, je izpostavljena posebni vibraciji in ta vibracija blagoslovljene vode potem poškropiš prostore. Dajte to narediti še danes in boste videli, da jutri boste res zakorakali z drugačno energijo v novo leto. Nekaj umira, staro. Wow, uspeh. Mislim, noro. Glejte to, vam pokažem. Prišla je smrt, ki je sicer zaključek nekega obdobja, ampak to si ti, kraljica, ki kraljuješ v obilju, vsega imaš dovolj. In še ena kraljica, ki ima polno vsega. To si ti. In zavedati se, da si to ti. In zdaj tukaj je prišel še vitez palic. Jaz to karto razlagam kot neko idejo, kot neko hitro spremembo, kot da se usedeš na konja ali pa nekdo prihaja s tako ognjeno energijo k tebi. V vsakem primeru neke velike spremembe, lepe spremembe v pozitivno smer. Absolutno v pozitivno smer. Zanimivo, kakšne karte. Ja, nove ideje, vse karte so mi dol ušle, ampak to sem vam hotela pokazati. Začetek novega potovanja. 1. Danes zaključujemo cikel 9 let in vem, da za večji del ljudi je bil teh zadnjih 9 let, ko smo imeli korono, ko so se rušile zadeve, zelo napornih. In prihaja boljše obdobje, to je najboljše, prihaja boljše obdobje, ker smo večji del tega čiščenja že naredili. Tako da, ja, res dobro, lepo, uspešno leto vam želim, predvsem pa lepo praznovanje danes. Uživajte, nazdravite z ljudmi, ki jih imate radi, objemite jih in glejte, to je to, začetek nečesa novega. Uživajte.